Pozdravljeni v oddaji Ambienti, v kateri danes, če verjamete ali ne, jemljemo slovo od pomladne sezone. In kot se za zaključno oddajo spodobi, smo vam pripravili dva izjemno zanimiva primera gradnje, ki kažeta na razmišljanje izven okvirjev, ubiranje novih poti, sploh kar se tiče uporabljenih materialov. Udobno se namestite in se pripravite na lep odmerek navdušenja in čudenja. Najprej primer sodobne trajnostne arhitekture, ki temelji na tradiciji. Preprost in učinkovit podolgovat volumen pod dvokapno enotno streho združuje vse notranje in zunanje prostore. Hiša, s katero začenjamo, pa zapeljuje še na druge načine. Hiša v bližini Grosuplja ima tako značilno zunanjo podobo, da jo prepoznamo že na daleč. Ne izstopa ne po barvi, ne po obliki, temveč po fasadi. Ta je pravzaprav nekakšen podaljšek strehe. Nenavadna izbira materiala za zunanji plašč ima tudi številne prednosti. Dom 5-članske družine pa odlikuje izjemno premišljena izraba prostorov. Družina Bajič se je v vas Veliko Mlačevo pri Grosuplju preselila pred 4 leti. Predtem so živeli v ljubljanskem blokovskem naselju. Miha Bajič je temeljito preučil možnosti, kakšno hišo bi postavili. Zanj so bila pomembna naslednja izhodišča. Hiša naj bo ustrezno umeščena na zemljišče, tako da ne bo potrebe po gradnji opornih zidov in ograj. Hiša naj bo skromna, majhna in usklajena s tradicijo tamkajšnje arhitekture. Ženo Sabino sta svoje želje predstavila arhitektom v ljubljanskem Tribiroju. Sabina, kako se vi spomnite prvega sestanka na arhitekturnem biroju? Profesor je bil zelo točen, dobili smo se 5:00 in prvo vprašanje, ki nama ga je zastavil, je bilo, kakšen način življenja imamo. Moj odgovor je bil seveda tak, da smo radi skupaj, da preživljamo svoj prosti čas skupaj. Potrebovali smo dnevni prostor velik, da smo lahko skupaj, radi se zadržujemo v kuhinji, v dnevni za mizo in pa zgoraj 4 spalnice, tako da ima vsak svoj prostor, kamor se lahko umakne, če pač potrebuje čas za sebe. Kakšne so bile želje glede hiške? Ja, predvsem ta projekt oziroma ta hiša nastala iz naših omejitev, bomo rekel, ki smo jih dali biroju. Predvsem omejena kvadratura, ki so imeli oni na voljo. Mi smo dali zahtevo, v bistvu, da je projekt ne presega 130 kvadratov. Od zunanjosti tiče je bila tudi omejitev uporaba valovitke pa lesa. Bistveno je bilo to, to je bil štart. Štart so bile naše omejitve, ki smo jih dali biroju. Ko smo imeli ta prvi sestanek, je profesor rekel, vse hiše imate že zrisano v glavi, tako na nek način. Biro je pa dodal to dodano vrednost k usmislitvi cele hiše. Tina, kako je pa z umeščenostjo v lokacijo? Kaj vam je narekoval teren? Ja, parcela je umeščena na vrhu hriba, še znotraj zazidave, enodružinskih hiš. Parcela je dokaj majhna, 550 kvadratov in je zaradi same oblike vzdolžne, rahlo trapezne, narekovala vzdolžni volumen. Postavitev na rob parcele, na severni rob parcele, s tem dobimo tudi na južni strani več osončenega vrta. Ta podolgovati tloris pa seveda je tudi konstrukcijsko prilagojen gradnji v lesu. Sami prostori so tudi nizani linearno oziroma okrog središčnega jedra, so prostorsko, dimenzijsko prilagojeni tudi razponom v lesogradnji. Da so lahko upoštevali investitorjevo željo, naj zemljišče za hišo ostane kolikor se da nespremenjeno, so hišo temeljili nekoliko drugače, kot smo sicer vajeni pri nas. Prva želja naročnika je bila, da parcelo, ki jo je kupil, se jo ne dotikamo. Za spremembo od ostalih hiš povprečnih v Sloveniji je ta parcela, kljub temu, da je, bom rekel, v rahli brežini, nima nobenih opornih zidov, škarf in podobnega. Se pravi, je sproščena. Je ostala tako, kot je. Iz konstrukcijskih razlogov smo zato naredili nekaj obod za tampon in enostavno postavili temeljno ploščo, ki v nekem delu pač pogleda iz zemljine. Na to podlago, ki smo jo naredili, je bil les v bistvu uporabljen zato, ker je prvič hitra gradnja, montažna gradnja in suha gradnja. Potem smo pa to zaprli v smislu tega, da so odporni materiali navzven, se pravi, to so esal, valovite plošče. Tam, kjer je pa pokrito, in to striktno, je pa uporabljen les.
Hiša družine Bajič je eden redkih zasebnih domov, ki ima tako streho kot fasado izdelano iz enakega materiala. Tomaž, iz kakšnega materiala sta tukaj torej narejeni streha in fasada? Streha in fasada sta narejene iz valovitih vlaknocementnih plošč, valovitka V5, visokovalne plošče. Plošče so svetlo-sive barvane, se pa razlikujejo po dolžinah. Na strehi je bila uporabljena klasična dolžina 125, na fasadi so pa zaradi estetskega izgleda uporabljene daljše plošče. In kakšne so torej prednosti take prezračevane fasade? Prednosti prezračevane fasade so v tem, da poleti ne prihaja do pregrevanja notranjih prostorov in toplotne izolacije. Hkrati tudi vlaga, ki prihaja iz notranjosti navzven, se preko zračnega kanala odvaja. To pa je narejeno tako, da je spodaj zajem zraka, na slemenu je izpust zraka, narejeno pa je z lesteno distanco, da se plošče ne dotikajo toplotne izolacije. Obiskovalca nekoliko preseneti preddverje, skozi katerega vstopi v hišo. Ja, v pritličju je vhod pod tem velikim nadstreškom, to je pokrito dvorišče. V tej relativno majhni hiši dodali teraso z veliko napuščam in ta carport, kar direktno povezana iz same strehe, se pravi, da mi enostavno potegnemo streho naprej, ne delamo nekih pregibov, nekih ravnih streh, nekih dodatkov, ki so značilni za slovensko arhitekturo, ampak potegnemo nek enovit volumen, ki pod sabo pač nudi raznolike dejavnosti. Ja, v notranjosti ta ogrevan del je 12 metrov na 7 metrov, cela hiša, dolžina celotne hiše pa je 20 metrov. V pritličju imamo potem bivalne prostore z kabinetom, ki se nizajo okrog središčnega jedra. To v središčnem jedru so stopnice, sanitarni prostori, tehnični prostori pa del kuhne. Potem se vzpnemo gor, imamo v nadstropju 4 sobe, eno spalnico in 3 otroške sobe. Na sredi pa kopalnica, družinska, večja, z osvetlitvijo, naravno osvetlitvijo preko strešnih oken. Vedno zasnujemo prostor tako, da je hiša čim bolj povezana z zunanjostjo. Saj smo v družinski hiši, ki je sredi vrta, Pa še nekaj sem opazil, relativno majhni prostori, ampak velik volumen. Se to doseže z visokim stropom, ta občutek večjega prostora z visokim stropom ali s to svetlobo od zgoraj s strešnimi okni? Za sam prostor je pomembna tudi višina, zato ker je to volumen šteje. Zato so tudi v nadstropju višji stropovi. Ljubljanski studio, v katerem sodelujejo arhitekti, naši sogovorniki, se imenuje Tribiro. Vodi ga profesor Janez Koželj. Notranjost hiše v Velikem Mlačevem odlikuje tudi premišljena dostopnost do vseh prostorov, nekakšno kroženje po hiši. Ja, to je ena od značilnosti arhitekture, ki se jo seveda ves čas poslužujemo, ki ves čas na nek način sledimo. Do hiše se pravzaprav ustaviš, ampak v bistvu se ustavi zelo na kratek čas, da se življenje se pa vrti. V tej hiši ves čas se nekaj dogaja. In se vedno vračamo pravzaprav tudi na isto mesto, od kjer smo nekako zjutraj krenili. Katere prednosti vidi profesor Koželj pri uporabi valovitk kot elementa fasade? Ja, mi smo raziskovali seveda to kožo, ki jo na koncu dodamo, pravzaprav oblečemo hišo, ker mi hišo oblačimo. Zdaj smo ves čas iskali neko rešitev, kjer plašč bi bil najboljši. In smo na koncu prišli po izkušnjah do valovitke, ki se nam zdi, da je pač najboljša koža. Ima neko statično globino, rečemo, in ona je trdna. Zapravi, ona je odporna proti različnim udarcem, ki se zgodijo lahko med gradnjo, ona je odporna proti toči, recimo. Na drugi strani ona diha. Ta val pravzaprav omogoča, da je takoj rešimo problem prezračevanja. Tretja karakteristika je, da nas nekako sili, da razmišljamo o fasadi, tako kot v hiši, modularno. Sprav, da razmišljamo o tem, kakšen bo najboljši izkoristek tega industrijskega produkta, in se moramo uskladiti, kako moramo uskladiti mrežo oken, mrežo odprtin, mrežo drugih izpustov, temu, da porabimo seveda fazonske kose, kot bi temu rekli. In tista zadnja, kar nas najbolj veseli,
da predvsem te v svetlih tonih, ne v naravnih, nam daje možnost, da se poigravamo s svetlobo in senco. Ne? Skratka, ko skozi dan, recimo, ne, se ta tekstura fasade zelo lepo spreminja, ne, in je pravzaprav vsako uro drugačna. Ne. Skratka, s tem dobi tudi ta koža nek likovni značaj, bi lahko rekel. Zanimalo nas je tudi, kako varčna je ta hiša. Zdaj smo nekje 4 leta v hiši, tako da v povprečju je strošek, mi imamo ogrevanje na toplotno črpalko, nekje 1000 evrov povprečju, ampak to je za kompletno gospodinjstvo. Se pravi, za ogrevanjem, stroji, hladilniki, vse kar je. Ocena je nekje, da samo ogrevanje vode in talnega gretja, nekje 350 evrov bi jaz po oceni. No. Po 4 letih bi karkoli vidva naredila drugače, je kaj takega, da rečeta tukaj, če bi še enkrat, bi pa malo bilo drugače? Ne. Ubrala bi enako pot kot svojo takrat. Izbrala bi isti biro, zgradila bi enako hišo in enako lepo bi živeli v njej, kot živimo zdaj. Uživamo. Ostanite z nami, kajti kmalu vam pokažemo verjetno edino hišo v Sloveniji, ki je nastala iz ladijskih zabojnikov. In se za piko na i ozremo še na najlepše objekte, predstavljene to sezono. Na svetu je okrog 170 milijonov ladijskih kontejnerjev. Ko večkrat prepotujejo zemeljsko oblo in odslužijo svojemu prvotnemu namenu, postanejo zreli za reciklažo in nove zgodbe. In eno takšnih zgodb vam tokrat prinašamo iz Maribora, kjer stoji sodobno domovanje iz ladijskih zabojnikov. Stojimo pred sodobno hišo, za katero, če vam ne bi povedal, ne bi nikoli uganili, iz česa je narejena. In tudi njena notranjost je polna neverjetnih domislic. Tina in Uroš, prvič v življenju sem v hiši narejeni iz ladijskih zabojnikov in prvič sploh slišim, da bi tak način gradnje obstajal. Kdo, kako pride sploh na to idejo? Ideja se je že dlje časa porajala v glavi. Ne? Na začetku je bilo celo tako, da smo mislili delati iz vagonov, spalnih vagonov železniških, ki pač imajo kar veliko prostornino po kvadraturo, ampak je bilo zelo težko dobiti te vagone, skoraj nemogoče, da bi jih kaj kupil. Pol pa, ko smo to parcelo najdla za staro hišo, ki je bila na njej, smo se odločila in kupila to parcelo in je bilo tako, da je bila ful oska parcela. Parcela je samo 11 metrov. Ne? In takrat je bila pač ideja, da rabimo nekaj oskega in dolgega in to so bili kontejnerji, torej da bo gradnja malo drugačna. Tine, ko ste vi prvič slišali za idejo, da bi iz ladijskih kontejnerjev delali hišo, ste si kaj mislili? Najprej sem si mislila, da bo to preozko. Potem sva v starem stanovanju šla meriti prostore in sva videla, da lahko bivava v takih prostorih. Uroš mi je potrdil, da bo kontejner tudi 5 metrov širine in sem takoj pristala. Hiša je sestavljena iz 5 40-fitnih high cube kontejnerov. To so 12-metrski ladijski kontejnerji. High cube pomeni višino notranjo povišano, kar je 2,70 m notranje višine. Širina kontejnera notranja je 2,45 m, dolžina pa 12 metrov. Površina je 28,8 kvadratnega metra. Sedaj tu v primeru stanovanja spodnjo pritličje sta združena 2 kontejnera. Torej tu, ko zdaj sedimo, je širina 5 metrov skoraj, pol pa glede na izolacijo in vse to, ko se obdela, je potem površina malo manjša. Tako da bivalne površine imamo nekje 105 kvadratov, pa skoraj 29 kvadratov je garaža, ki je ostala znotraj gola, da se vidi obstoječ kontejner. Tudi zgornja spalnica je postavljena isto kot ta bivalni prostor počez, čez širino obeh kontejnerov in je torej notranja širina 5 metrov. Gleda celotna postavitev na jug. Tukaj smo naredili eno panoramsko okno, katero lahko senčimo, da v poletnih mesecih, ko je vroče in dosti sonca, senčimo, da vzdržujemo to bolj hladno temperaturo vnoter v hiši. Po zimi pa dnevno, sploh če je lepo vreme, odpiramo, da dodatno grejemo in se hiša segreje skoraj na 25-26 stopinj, ko so lepi sončni dnevi zimski.
Dobro, in kako potem pride človek do odsluženih ladijskih kontejnerjev, pa kako potem poteka gradnja? To sestavljaš kot kocke ali kako? Pravzaprav na samem začetku niti nismo v redu vedela, kako se zadeve streže. Na to smo pač malo po internetu pobrskali in videla, da v tujini, Amerika, Avstralija, že ogromno teh zadev stoji. Ta neka ideja, osnutek je bila takrat začrtana, pol smo pa začela malo bolj raziskovati, torej kaj se bi dalo na to parcelo, ki je teh dimenzij, postaviti, na kak način, ker želja prvotna vlada je bila hiša pritlična, torej brez stopnic, ampak zaradi širine smo mogli iti še eno nadstropje višje. Potem tudi, kar se tiče začrtane gradnje, ni bilo najbolj vsega jasnega. In zato smo se obrnili na te našega arhitekta Jureta Kotnika, ki je tudi napisal knjigo o teh ladijskih kontejnerjih oziroma gradnji iz ladijskih kontejnerov in hišah in je dal neke začrtane cilje, kam pač to vodi, in potem z njegovo pomočjo pa znanjimi malo raziskavami smo pol videla, da se da marsikaj iz tega narediti. Kje sta jih našla? Kontejnerje namreč. Kontejnerji so bili čisto normalno na internetu, drugače pa smo jih kupili v sosednji Avstriji, samo zaradi tega, ker je pač prevoz bil najcenejši, ker je najbližje Mariboru. In potem, ko se je začela hiša sestavljati, na kak način je taka gradnja potekala? Kako to človek naredi? Malo tehnične detajle. Najprej smo pač staro obstoječo zgradbo hišo porušili, naredili ploščo, temeljno ploščo, in na to temeljno ploščo so se potem postavili prvi 3 pritlični kontejnerji, torej garaža in 2, ki sta tu združena. Ti 3 so se povezali v enoto, zavarili, torej dejansko, da so fiksni, tudi povezali z ploščo. Na to v drugem terminu so še pa prišli še druga 2, ki tvorita zgornjo nadstropje. O kakšnem stroškovniku tukaj govorimo? Če bi šli čisto od začetka, koliko je vse skupaj stalo? Torej od prvega dne z nakupom parcele za hišo, rušenje, planiranje, ograja, škarpa, asfalt, trava, celotna hiša z vsem pohištvom, torej da smo prišla sem, si skuhala kavo, od prvega dne do danes je bilo dobrih 170 000 evrov. Zabojniki imajo skeletno konstrukcijo, vsak prenese po 24 ton tovora. V višino pa je mogoče naložiti 9 kontejnerjev enega vrh drugega, zato o nosilnosti konstrukcije ni bilo nobenega dvoma. Za ojačitve je bilo treba poskrbeti le tam, kjer sta Uroš in njegov oče s plazemskim razrezom naredila odprtine za okna in vrata, ter na mestih, kjer so kontejnerjem odstranili steno, da so lahko oblikovali velik bivalni prostor. Kako pa so poskrbeli za izolacijo? Notranja izolacija je ta dvokomponentna pena, ki se brizga in potem ekspandira. Zelo v redu izolacija, pol pa je zaprto z gipsom. Zunaj pa je lesena podkonstrukcija z kameno volno, paropropustna folija, zopet lesena podkonstrukcija 6 cm podeskana, na njej pa pocinkana prašno barvana pločevina. Torej še poleg izolacije zračni most, ki dejansko preprečuje, da bi se temperatura iz pločevine prenašala na izolacijo. Streha je tista, ki ščiti stavbo in ljudi, ki bivajo v njej. Lastnika hiše sta se raje kot za ravno streho odločila za eno kapnico z majhnim naklonom. Torej, za streho smo se odločili namensko neravno, da imam minimalni padec. To pa iz enega samega razloga, ker mi je bilo svetovano strani strokovnjakov, da ravni strehi poznamo 2 vrsti. Ena je takšna, ki pušča, ena pa je takšna, ki še bo puščala. Torej, imamo malo naklona, da voda lepo odteka. Tako rekoč ni prostora v vajini hiši, kjer človeka ne bi ena stvar prijetno presenetila. V resnici lahko začnemo že kar na samem vhodu, ne? Res je, zgodba se pelje od samega vhoda do samega konca. Na vhodu je tudi tako, da smo obdržali obstoječa kontejnerska vrata, ki smo jih samo odprli, povezali, naredili nadstrešek in en podest iz lesa kot en vetrolov. Potem pa se skriva na teh vratih malo drugačen poštarski nabiralnik, ki je dejansko stara usnjena poštarska torba. Tudi luči zunaj so vse te stare, ko so včasih bile naprimer v hlevih, emajlirane za stekleno kupolo. Zvonec je tudi malo drugačen, je bakalitni, stikalo z fosfornim gumom, ki se po noči vidi. Na notranji strani je ta starejši zvonec, tako smo včasih jih imeli doma ali pa v šolah. Je bilo treba poštarja kaj učiti, kam je treba oddati pošto? Ja, res je bilo. Prvič je dal sosedi pošto, pol pa sem razložil sosedi, ki je doma, da mu naj pove, da je poštarska torba naravna. Do takrat dalje ni bilo problemov. No in potem, ko enkrat prideš noter, pa spet presenečenje.
Ja, ko pa se vstopi v hišo, pa imamo naprimer stara vrata od stare kmečke hiše, ki so bila notranja lesena vrata in smo jih speskali. Tu je tudi Tina dosti sodelovala. Kaj si naredila? Jaz sem pa vse pobarvala. Točno tako. Jaz rad ne barvam, ker sem kot otrok mogel skozi nekaj barvati, pa ne rad barvam. Tako da vrata so bila speskana, pobarvana, nove kljuke, zmontirana, tudi v stranski vhod v garažo so tudi od te iste kmečke hiše vrata, ki so bila vhodna vrata. Pole še en moped oldtimer? Ja, to pa je od starega očeta edino prevozno sredstvo, s katerim se celo življenje v službo vozil. In sem ga jaz pol v srednji šoli obnovil, pa je zdaj najdel pač že v prejšnjem stanovanju, pa tudi tem pač svoj kotiček, kjer kraljuje. Poleg vseh teh dodatkov je tudi pohištvo, naprimer ti stoli so od Niko Kralja iz 50-ih let, pa tudi na terasi imamo, ne vem, stare stole, neke ure, bolj tak industrijski dizajn od Iskre, te, ko smo jih imeli v šolah ali pa na železniških postajah. In polno teh malih drobnarij, ki se najdejo ali na podstrešju, ali v kleti, ali pa na kakem boljšem sejmu. Ta šivalni stroj, ki pa je WC, je pa Singerov stari šivalni stroj, katerega smo tudi preuredila oziroma mu dala nov namen in je umivalnik. Zanimivo, da v hiši nikjer, niti v kopalnicah, tako rekoč ni keramike, ne? Res je. Nismo se odločila za keramiko iz prostega razloga, ker pač nama je bil zelo všeč ta dekorativni beton. Torej vse površine po tleh so dekorativni beton, prav tako v WC-ju in v kopalnici, s tem, da so pač na stenah potem malo drugačni odtenki oziroma barve. Glede na to, da so se odločila, da ne bova imela keramike, da nimava v kuhinji zgornjih omaric, kar je tudi čist najina odločitev, da nimava klasične kuhne. Glede na to, da je Uroš imel v prejšnjem stanovanju že tapete, sva tokrat se tudi odločila, da bova imela tapete. In kdo je pa glavni kuhar? Tale kuhalna površina mi daje slutiti, da nekdo tlele z veseljem vrti kuhalnico. Sma kar oba dva. Si kar lepo porazdelimo delo, tako da od kuhanja, peke, grilanja, povsod sodelujemo sinhrono, tako da oba dva rada kuhava. Pa tudi sicer se mi zdi, da hiša kar malo kliče po družabnosti. Si predstavljam, da tukaj se zgodi kakšen dober žur. Ja, res je. Imamo kar eno pozitivno energijo, malo teraso, pravo kvadraturo, tako da je ogromno obiskov, ogromno piknikov, pa naš moto je, da se dobimo pod uro, ne? Tukaj le. Povejte mi, kakšna je zgodba tega kioska na vrtu? Tega še tudi nismo videli. Kiosk je pa čisto enostavno vrtna uta. Lopa vrtna uta, dejansko smo ga tudi našla na internetu za zelo dober denar in smo namesto, da bi kupili klasično leseno ali pa ne vem kakšno drugo vrtno uto, dali ta kiosk, ki je dejansko od tega arhitekta Sašo Mahtinga, imenuje se pa K67 je ime kioska. In bo živel še dolgo tukaj le, v privatni nameni. Sosedje so se najprej strašili, ker je hčerka od ene sosede rekla, mama, gled, tu bo imeli burek. Niso bili sigurni, kaj bo, ampak je vrtna uta, čisto enostavno. Tako, pomladno sezono smo zaokrožili z zelo nekonvencionalnim primerom, ki predvsem pije vodo in prepriča. In po svoje potrjuje misel, ki jo ustvarjalci oddaje Ambienti dostikrat in zelo radi slišimo. Kdo bi si mislil, da v tej naši Sloveniji najdemo tako zanimive primere izjemnih domovanj? Z velikim veseljem jih bomo za vas odkrivali še naprej, vas navdihovali in opogumljali za kakšen konkreten korak proti lepšemu bivališču. Z oddajo se sicer poslavljamo do jeseni, ta čas bomo s kamerami ves čas na lovu za novimi presežki. Če nas boste pa kaj pogrešali, pridite na www.tvambienti.si ali na naš Facebook profil. Tam dobrih idej nikoli ne zmanjka. Na portalu lahko sodelujete v nagradnih igrah in morda boste prav vi tisti, ki se boste en vikend vozili z električnim avtom ali uživali v vili Mravljevi. Vidimo se torej spet nekje v začetku oktobra. Želim vam sijajno pomlad in poletje. Za konec pa je tu nekaj najlepših posnetkov naše 7. sezone. Kaj vas zjutraj pri mizi pozdravi? Kava, kakao, otrok svoje glavi. Kaj vas usreči in kaj pomiri?
kaj potolaži, prežene skrbi? Kaj vas navdahne, kaj vas uči, kaj opogumi in kaj spremeni? Kaj vas v mehkobo nežno zavije, kaj luč je, ki sveti, ko sonce se skrije? Kaj vam pomeni von cvetja, von trave, kaj vnaša v vas občutek narave? Opojni zvok glasbe, von po jasminu, topel prsket ognja v kaminu. Kam plašč odložite, ko dan je gotov? Kdaj se zaveste, da prišli ste domov? Kakšen občutek zapretje vrata, v katerem kotu vas postelja čaka? Ob steni stoji star pianino, na mizi pa hrana in dobro vino. Topla odeja, ki v sen vas povabi, luč se ugasne, vse slabo pozabi. Kaj nemo zrcala odsev oznanjuje, ko se nihče v njem ne opazuje? Kaj vas napolni srečo, milino? Kaj vašemu bivanju daje širino? Kaj da prostoru pridih, sentiment? Kdaj vi začutite svoj ambient?